Spoštovani, poletje nam v teh dneh kaže svojo moč in še dobro, da nam sodobna tehnologija pomaga, da vročino lažje prenašamo. Zagotovo pa bi bilo vročino lažje prenašati tudi brez tega v kakšnem obmorskem mestu, v hribih ali pa preprosto v senci košatega drevesa na domačem vrtu ali v parku. Tudi to še pride, najprej pa je treba opraviti stvari, zaradi katerih ste mi vi, drage volivke in volivci, zaupali svoj glas. V poletnem času se močno poveča število tistih, ki potujejo, še posebej iz turističnih razlogov. Na tokratnem zasedanju smo poslanci potrdili, da bodo tudi potniki v ladijskem prometu imeli od leta 2012 naprej podobne pravice, kot jih imajo potniki v letalskem prometu. Torej pravica do odškodnine zaradi zamude ter brezplačna pomoč za potnike invalide in osebe z omejeno gibljivostjo. Podobne pravice naj bi bile zagotovljene tudi potnikom v avtobusnem prometu, o čemer pogajanja še potekajo. K zaščiti potrošnikov in njihovega zdravja pa smo poslanci prispevali tudi tako, da smo zavrnili možnost, da bi se na trgu Evropske unije pojavilo meso iz mlečnih izdelkov iz kloniranih živali. Finančna in gospodarska kriza je tema stalnica plenarnih zasedanj. Kot poslanci Evropskega parlamenta imamo obveznost in seveda tudi dolžnost, da z raznimi ukrepi prispevamo k stabilizaciji gospodarstva in finančnega sektorja ter preprečimo, da bi se to ponovilo. Tudi tokrat smo prispevali kar nekaj ukrepov na predlog komisarja Barnieja in predsedstva Evropskega parlamenta, pa smo odločanje v sklopu finančnih dosjejev preložili na jesen, kar bo omogočilo dodatno usklajevanje med inštitucijami. Kljub temu smo poslanci skupaj z predsednikom Evropske komisije Barrosom precej razpravljali o gospodarskem upravljanju Evropske unije, o čemer se v Evropski uniji še pred leti ni govorilo. Kriza je očitno povzročila tudi na tem področju pomembne premike. Številne izzive postavlja pred nas tudi zaščita okolja, v katerem živimo in ga upravljamo v imenu naših potomcev. Zato si moramo prizadevati, da ga ustrezno zaščitimo, hkrati pa je treba ustreznega odnosa do narave naučiti tudi naše otroke. Razlitje nafte v Mehiškem zalivu je pokazalo, kako hitro lahko pride do nesreče z katastrofalnimi posledicami za okolje. Zato smo del našega zasedanja namenili razpravi o okoljskih tveganjih povezanih z odkrivanjem in črpanjem nafte. Poslanci smo nadalje podprli prepoved prodaje nezakonito posekanega lesa na skupnem trgu in uvedbo kazni za tiste, ki to kršijo. Škoda zaradi nezakonito posekanih gozdov je izjemno velika in raznovrstna in zajema tako škodo povzročeno okolju, na primer plazovi, ogrevanje ozračja in narast emisij toplogrednih plinov, kakor tudi gospodarstvo, na primer izgubljeni prihodki. Poleg tega smo poslanci tudi izglasovali strožje omejitve za določene industrijske emisije, kot so dušikovi oksidi, žveplov dioksid in prašni delci. Strožja pravila bi naj za večino onesnaževalcev začela veljati leta 2016. Izjema so nekatere termoelektrarne, ki bodo imele za prilagoditev čas do leta 2020. Da bi bil Evropski parlament ustrezno pripravljen na izzive, ki jih prinaša prihodnost, še posebej v času po letu 2013, ko bo treba sprejeti nov večletni finančni okvir, je bil ustanovljen odbor za politične izzive. Sem eden od redkih članov tega odbora, ki prihaja iz manjših držav. Odbor bo v času do julija 2011 pripravil mnenje glede političnih izzivov in prednostnih nalog za parlament, kako tudi glede finančnih virov, naprimer koliko sredstev bo potrebnih, smernice, razporeditve sredstev med različnim področjem in podobno. Vesel sem, da smo poslanci Evropske ljudske stranke za podpredsednika tega odbora izvolili iz naših vrst poljskega kolega Jana Olbrichta. S tem pa seznam našega dela še ni zaključen. Poslanci smo na tokratnem zasedanju med drugim podprli predlog o prihodnji skupni evropski diplomatski službi. Menimo, da je doseženi dogovor med predstavniki Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije dobra osnova za oblikovanje močne diplomatske službe Evropske unije. Po dolgotrajnih pogajanjih smo dali zeleno luč sporazumu o izmenjavi bančnih podatkov SWIFT med Evropsko unijo in pa ZDA. Prvotno predlagan sporazum po našem mnenju namreč ni bil v zadostni meri, ni zagotavljal dovoljšnega stopnje varstva osebnih podatkov. Poslanci smo še podprli prošnjo Islandije za vstop v Evropsko unijo ter razpravljali o napredku Albanije in Kosova na poti do morebitne krepitve
do demokracije in boja proti korupciji ter organiziranemu kriminalu pa bodo morali še veliko storiti. Poslanci smo izpostavili neenotnost Evropske unije glede priznanja Kosova, saj ga kar 5 držav članic še ni priznalo. Glede možnosti potovanja brez vizuma v šengensko območje za albanske državljane, ki imajo biometrične potne liste, pa menimo, da je treba bolj natančno oceniti posledice uvedbe takšnega ukrepa in odpraviti nekatere pomanjkljivosti. Špansko predsedstvo je 1. julija predalo štafetno palico Belgiji, ki bo poslej predsedovala Svetu Evropske unije. Velika večina poslancev je slabo ocenila špansko predsedovanje in izkazalo precej zanimanja za program, ki ga je predstavila Belgija. Kljub temu, da ima precej notranjih težav, je belgijski predsednik vlade Leterme prepričljivo opravil svoje uvodno delo. Tako, dragi prijatelji, naj vam na koncu zaželim prijetno poletje in vas lepo pozdravljam iz sončnega Štrasburga.